midve s Tinko se poznava že več kot 20 let. So skupaj hodili v osnovno šolo, so bili paralelka. A ti veš, da sva midve s Tinko v osnovno šolo že skupaj hodili? Ja, veš. Sva bile paralelka. Se tebe spomnim, ko si peš po hribu dol hodila. Pol sva bili pa v gimnaziji tudi skupaj paralelka. Ja, in tam so prvič delali nekaj skupaj. Prvič delovali. Kaj smo se dogovorili? Razumem, ne? Ja, z glino smo ustvarjali, točno. No, v glavnem, ti se spomniš, da je mene tvoja mami matematiko učila? Ja, pa nisem bila preveč pridna. Em je bila bolj za pisanje, pa to je šlo boljše. Ja, niso mi še dobro števili. Mami, kako to, da sta vidve s Tinko skupaj naredili knjigo? Ja, to je tudi ena zanimiva zgodba. Pol časa se nisva videli, pač vmes, Ja. ko smo čisto izgubili stike. In pol je Manuela prišla na mojo razstavo. Tako je, in jaz sem tam gledala tvoje živalice in sem bila čist brez besed, nakar zagledam na steni eno lisičko v pidžamici. In jaz sem vedela, da je to prava podoba za moj lik iz moje zgodbice. O čem pa govorijo zgodbice? Zgodbice govorijo o otrocih, o njihovi domišljiji, o tem, kako se poigravajo s svojo domišljijo. Govorijo nekako o tem, kako si želimo bratca ali sestrico, o tem, kako pride nov član v družino. Naslednja zgodbica recimo govori o tem, kako si nekdo želi imeti doma živalico, prijatelja namišljenega in si ga tudi domisli. In tretja govori pa o malo bolj žalostni temi in sicer o slovesu in o tem, kam gremo, ko odidemo. A so tvoje živalice vedno oblečene? Skoraj vedno. Kaj pa nosijo? To, kar pač jim ustreza in paše in... Odvisno od karakterja živalice. Včasih so v pidžamicah, Včasih so gole, ali pa v puloverjih, pa v včasih imajo samo šal na sebi. Ja, Čisto pa klobuk. A te zgodbice berijo otroci ali starši? Te zgodbice lahko večinoma berejo starši svojim otrokom. Tisti, ki so dovolj veliki, pa jih berejo že sami. Te zgodbice so nekako namenjene otrokom starim od 4 do 8, 9 let. Tako da samo tu jih bom brala jaz, ti jih boš pa sama. Ja, Okej. jaz tudi bom kar sama prebrala.